Občinski svet občine Kamnik se je danes sestal na svoji 27. redni seji. Največ pozornosti je bilo namenjeno rebalansu proračuna za letošnje leto in pa pripravam oziroma predlogu proračuna za leto 2010. Pa si pogledamo, kaj menijo predstavniki nekaterih svetniških skupin o proračunu za naslednje leto. Izkazalo se je, da je kamniški proračun v primerjavi z drugimi primerljivimi občinami kar za 10 milijonov manjši. In teh 10 milijonov je tista razlika, zaradi katere mi ne moramo investirati v nujno potrebne investicije, tako nam ostajajo otroci pred vrati vrtca, tako nam ostajajo otroci v potresno nevarni šoli in še kaj bi lahko naštel, medtem ko pa se veselo gradijo večmilijonske povezovalke. Če pogledate proračun za leto 2010 v celoti, lahko opazite, prvič, da ni zagotovljenih sredstev za otroško varstvo, o katerih je bilo govora. Ta sredstva niso zagotovljena in manjkajo. Drugič, tudi dinamika zbiranja proračunskih sredstev za gradnjo novih osnovnih šol je zelo slaba, tako da tudi tukaj se pojavlja večja težava. Še vedno pa namenjamo več milijonov evrov za tako imenovano povezovalko, za katero jaz ocenjujem, da bo postala kamniška zaviralka, saj se priklapa na kamniško voznico ravno na tistem območju, kjer zdaj najbolj tekoče poteka promet. Obeti za leto 2010 niso najboljši in jaz s tem proračunom zagotovo nisem zadovoljen. Ja, svetniška skupina Liste Toneta Smolnikarja za Kamnik je zadovoljna s predlaganim proračunom za leto 2010. Celo zdi se nam zelo dober. Glavnina je namenjena otroškemu varstvu, osnovnošolskemu izobraževanju in pa varnim šolskim potem. Potem nas veseli, da se nadaljuje po prioritetnem načrtu obnova kulturnih domov po vsej občini in veliko je bilo obnovljenih tudi športnih igrišč. Seveda pa so določene stvari, za katere bi še želeli, da bi jih lahko realizirali, vendar vedno je problem, želje so prevelike. Mogoče je bila zelo dobra sugestija, da bi se pripravil razvojni program tudi za izgradnjo oziroma obnovo cest, kajti tudi lokalnih cest je zelo veliko in mnoge bi bile zelo potrebne, da bi se uvrstile v proračun. In če bi se začelo nekako graditi oziroma obnavljati po enem vrstnem redu, bi prišle na vrsto mogoče najprej tiste, za katere so že narejeni projekti, ne pa da se potem iz leta v leto nekako oddaljujejo. Potem moja osebna želja je, da bi se enkrat našla sredstva za akustično školko v Domu kulture, kajti mnogi zbori, vokalisti tožijo, da je nastop skoraj nemogoč, kajti glas se izgublja v daljavi. Že pred leti je rekel gospod Latko Korošec, operni pevec, da je peti v Kamniškem domu kulture, kot bi pel pod kovtrom, kar pa je zelo škoda. Potem so še kakšne druge stvari, vendar mislim, da večjih pomanjkljivosti ni, nekaj pripomb naše svetniške skupine in tudi drugih svetnikov bo pa tako ali tako. Ja, predlog proračuna za leto 2010 je naša svetniška skupina ocenjuje solidna osnova za drugo branje. Predvsem nam je všeč, ker je poudarek na otroškem varstvu, šolstvu in nekje ocenjujemo, da ni večjih predvolilnih notar manevrov, tako da mislim, da je ustrezno. Seveda, nihče ni popolnoma zadovoljen, ne v svoji krajevni skupnosti, ne na svojem področju dejavnosti, denarja sigurno ni dovolj, vendar v okviru danosti mislim, da bi v drugem branju lahko naredili proračun, s katerim bodo zadovoljni občani in občanke, mislim pa tudi vse svetniki. Mislim, da je precej postavk prenapihnjenih in da ni dobrih. Predvsem sem pa v sami razpravi videl, da vse svetniške skupine, vse svetnice in svetniki samo gledajo na to, kako bi povečali določene postavke. Ni bilo pa razen mene in kolega Veršnika nikogar, ki bi videl v nekih postavkah možnosti tudi zmanjšanja teh postavk, zmanjšanja cen in pa na sami prihodkovni strani. O tem je govoril pa itak samo gospod Veršnik, kolega Veršnik, ki vidi tudi določene možnosti
da bi se te postavke povečali, da bi lahko brez težav zapolnili ta naš proračun in izpolnili tiste želje, ki jih imamo.